Džanang Čigong znanost. Izvleček iz skripte Društvo za kakovost življenja Leteča želva. 9 značilnosti Džanang Čigonga. 7. značilnost. Džanang Čigong je metoda odprtega sistema. Odprte metode v primerjavi z zaprtimi metodami. Okrog leta 1980 je dr. Pang povzel metode starih sistemov Čigonga in modernih sistemov Čigonga in jih razdelil v 2 glavni skupini sistemov, odprte in zaprte sisteme. V preteklosti so bili daoistični, budistični in konfucijanski sistemi Čigonga primarno zaprti sistemi Čigonga. Začetek prakse je terjal, da so esenca či in zaklenjeni in hranjeni znotraj telesa. Kdor je prakticiral 2 od sistemov, daoističnega ali budističnega, je moral zapustiti vsakodnevni svet in družino ter oditi v svetišče tega sistema za vadbo. Kdor je prakticiral konfucijanski sistem, je vadil sam doma za zaprtimi vrati. Vodilno načelo metod zaprtih sistemov je vedno pustiti ušesom, očem in ustom, da so zaprta globoko v središču telesa. Ušesa, oči in usta se povezujejo z esenco, čijem in in morajo biti zaprta. Preusmeriš pogled, da bi videl v telo. Preusmeriš sluh, da bi prisluhnil, kaj se dogaja znotraj telesa. Usta zapreš v molčanje, da se lahko esenca, či in osredotočijo na notranje telo, da se počasi zbere in sublimira. Toda zaprti sistemi Čigonga niso zaprti na vseh korakih vadbe. Naprimer, v daoistični praksi, ko vadba doseže nivo či dojenčka, mora oseba, ki vadi, odpreti či. To se imenuje dojenček zapušča palačo. Či dojenčka je stopnja, ko oseba, ki vadi, doseže določen nivo vadbe, kjer je zavest integrirana v esenco energije notranjosti telesa. Oseba, ki vadi, uporabi zavest za vizualiziranje zbiranja čija in formiranje v obliko dojenčka. Lahko se zbere in sprosti, lahko se odpre in teče. Najprej oseba, ki vadi, odpre vrh glave, nebeška vrata, da izpusti či ven in tako dojenček zapusti palačo. Po vadbi dojenček zapusti palačo, oseba, ki vadi, potegne či dojenčka nazaj v telo, da se či razprostre in je zopet poln. Končni cilj je, da tako telo kot dosežeta najgloblji nivo, da dovoliš fizičnemu telesu in da se zopet odpreta, s tem, ko se vrneš v vsakdanje življenje, da bi razvil kreposten značaj in delal dobra dela. V budističnih in konfucijanskih sistemih mora oseba, ki vadi, na določenem nivoju vadbe odpreti telo, či in to so vadbeni postopki metod zaprtega sistema. Džanang Čigong je izluščil osnove izkušenj vadb iz preteklosti, tako običajnih ljudi kot tudi starih mojstrov in mojstric drugih sistemov Čigonga in jih integriral s potrebami današnjega človeka. Džanang Čigong uporablja odprte in odpiralne metode in od začetka vadb dovoljuje odprtost telesa, čija in vseh 3. Namen metod prve stopnje, dviganje in spuščanje čija, je vadba odpiranje čija, dopuščanje, da notranji či preide navzven in zunanji či navznoter. Ta vadba tudi vključuje odpiranje zavesti Na ta način se človeško telo in či narave povežeta, kar dopušča vse več neskončnega hunjenči narave, da se zbere in absorbira v notranjost telesa. V primerjavi z metodami zaprtih sistemov, ki vadijo samo z lastnim čijem, odprti sistemi krepijo vir čija in znatno povečajo nivo zdravja telesa in Skozi kontinuirano prakso zaporednih korakov lahko dosežemo najvišji nivo vadbe, kjer sta človek in nebesa združena in transformirana. To je odpiranje čija. Človeško bitje je proizvod narave, a tudi del družbe.
Zato odprti sistemi vključujejo tako odpiranje v naravo, kot tudi odpiranje v družbo. Z drugimi besedami, integrirati moramo celotno naravo in celotno družbo. Nadzoruje človeško bitje, zato je od treh entitet, esence, čija in odpiranje zelo pomembno, pravzaprav ključno. Odpiranje terja od nas, da je naša umska dejavnost v skladu z moralo narave, zakoni narave in moralo družbe. Star rek se glasi: veliki Dao teče, vedno svetel pod soncem. Če se omejujemo v skladu z moralo narave in sledimo morali današnje družbe, bomo s tem osvobodili ujetništva jaza v izbruhu pravičnosti, s čimer se bomo harmonizirali v eno z vsem vesoljem in celotno družbo. Moralna omejitev je esenca vadbe Dženeng Čigonga. Vedno, ko vadimo, delamo, študiramo, živimo, pravzaprav delamo karkoli, je treba skrbeti za moralno omejevanje samih sebe, obvladati razpoloženje in odstranjevati navezanost. To lahko dosežemo z zasledovanjem 4 letnih časov, prilagajanjem mrazu in vročini, spravo veselja z jezo za udoben bivanski prostor, reguliranjem jina in janga za skladnost med trdim in mehkim. Karkoli delamo, moramo ohraniti čustva v ravnovesju, kot tudi ostati v ravnovesju z vesoljem in družbo v skladu s starim rekom: tih kraj neguječi, hrupen kraj uri Z drugimi besedami, da bi negovali moramo vaditi na tihem kraju, kjer nas ljudje ne bodo motili. Da bi urili moramo vaditi na motečem in hrupnem kraju, kar krepi samo nadzor in zmožnost doseganja stanja, kjer se nič ne pojavi. To je metoda najvišjega vadbenega nivoja. Od začetnih korakov prvega nivoja Dženeng Čigonga do najvišjega nivoja vadbe mora ostati odprt, kot je opisano zgoraj. Odpiranje telesa zahteva vadbo Čigonga v kombinaciji z delom in vsakodnevnimi opravili, kjerkoli in kadarkoli. Naj se vadba Čigonga integrira v vsakodnevni način življenja in naj se vsakodnevni način življenja integrira v Čigong vadbo. Od začetka do zadnjega koraka Dženeng Čigong zahteva odpiranje telesa, čija in Poleg tega z uporabo metode kolektivne organizacije Čipolja za poučevanje in zdravljenje bolezni še bolj uteleša značilnosti metod odprtih sistemov Čigonga. V organiziranem Čipolju se in zavest vseh odpreta in sta v interakciji z identičnimi gibi in eno uniformno namero se tvori veliko, močno Čipolje. To uniformno Čipolje izhaja od ljudi, ki so kolektivno v polju, izboljša učinek vadbe za vse in zdravi bolezni. Ljudje, ki organizirajo Čipolje za učenje in zdravljenje bolezni drugih, tudi sami žanejo pozitivne učinke obojega. Vsi so harmonizirani, korist ene osebe je integrirana v korist drugih. Kot opisano zgoraj, temeleč na teorijah in raziskavah je Dženeng Čigong izgradil en celovit sistem metod odprtega sistema. Hun Yuan Ling Tong